Gostinski lokal na Ruški cesti v Mariboru, kjer je včeraj sredi belega dne 31-letni Mario F. s pištolo v glavo ustrelil svojo bivšo ženo Oleno H., potem pa sodil še sebi, je danes zaradi čiščenja zaprt. O podrobnostih včerajšnjega dogodka, zaradi katerega sta umrla oba bivša partnerja, so danes spregovorili tudi na mariborski policijski upravi. Z kasnejšim zbiranjem obvestil in pa ogledom je bilo ugotovljeno, da je omenjen mož prišel tega dne v lokal na Ruški cesti med 12. in 13. uro in pristopil do sedaj pokojne državljanke Ukrajine, s katero se je v mesecu septembra tudi uradno razvezal. Med njima je prišlo do pogovora, prisedla sta tudi Kenji od mis v lokalu, no, ko je pa ženska, ki je opravljala delovna takarica, zapustila njegovo družbo, da bi obračunala storitev pri eni od mis, je vstal, pristopil do nje, jo ustrelil v glavo, pri tem so seveda ostali gostje zbežali iz lokala, no, po samem dejanju pa je storil samomor s tem, da je tudi sebe ustrelil v glavo. Ugotovljeno je bilo, da je pri dejanju uporabil pištolo, za katero ni imel dovoljenja. Glede njunega odnosa lahko povemo to, da sta bila v zakonski zvezi od leta 2007 do 2009, ko je bila v mesecu septembra ta zakonska zveza prekinjena in da je po prekinitvi zveze med njima še vedno prihajalo do kontaktov. Omenjen moški, ki je po dejanju si sodil sam, je bil tudi v letih 1998 do 2000 zaposlen v policiji, konkretno na eni od policijskih postaj v policijski upravi Ljubljana, vendar je zaradi kršitve zoper njega v letu 2000 stekel disciplinski postopek, v katerem mu je bilo izrečeno prekinitev delovnega razmerja, vendar je še istega leta tudi podal odpoved delovnega razmerja. Drži podatek, da so ga mariborski policisti obravnavali že prejšnji teden na istem mestu? Ne, 28. mislim, da v prejšnjem tednu je bil obravnavan v okviru kršitve javnega reda in miru v istem lokalu. Kršitev je prijavila ena od takratnih gostij lokala. Ob tej kršitvi je tudi sedaj pokojna državljanka Ukrajine opravljala delovne takarice, tudi z njo so policisti takrat opravili razgovor, ampak za ničemer zoper njega ni podala nobene obdolžitve, ne v smislu kaznivega dejanja, ne v smislu kršitve javnega reda. Kako so ukrepali policisti? Drži podatek, da je zoper policiste podal neko ovadbo, ker naj bi uporabili prisilna sredstva? Policisti so zaradi neupoštevanja zakonitih ukazov na samem kraju zoper njega uporabili prisilna sredstva, zoper njega zaradi suma, da bo nadaljeval s kršitvijo, tudi odredili pridržanje. No, po prekinitvi pridržanja oziroma po izteku pridržanja je pa tudi v isti enoti podal pritožbo na postopek policistov, katera je bila tudi strani vodstva sprejeta. Kako je s tem? Je bil odpeljan k zdravniku ali je zdravnik do njega? No, to lahko pojasnim, kar se tiče zdravniške oskrbe. Ob sami odreditvi pridržanja je takrat pridržani kršitelj tožil zaradi psihičnih težav, zaradi česar je bila na policijsko postajo poklicana zdravnica zdravstvenega doma, ki je kršitelja pregledala, mu dala pomirjevala, po katerih se je kršitelj tudi pomiril, tako da je pridržanje potekalo nemoteno. No, tudi po izteku pridržanja in pa po podani pritožbi so ga policisti odpeljali v UKC Maribor,
saj mu je ta zdravnica ob obisku na policijski postaji tudi izdala napotnico za pregled pri psihiatru. Vam je znano, je torej prejšnji teden govoril o samomoru? V postopku z zdravstveno osebo nam ni znano, da bi govoril o samomoru, ampak pomirjevala so mu bila podana zaradi splošno slabega psihičnega stanja, tako rečem. No, nekako moram poudariti to, kar se izkaže pri večini teh hudih dogodkov s hudimi posledicami. Da tudi zdaj po dogodku nekako ugotavljamo, da je šlo za neko permanentno ravnanje osumljenca do sedanje žrtve, ampak vse osebe, ki se jim je sedaj pokojna zaupala, niti sedaj pokojna, o tem niso seznanili policije. Po samem dogodku pa seveda potem pridemo do teh podatkov, ampak sedaj je ukrepanje po takem dogodku.